Cenjene gledalke in gledalci, ljubitelice in ljubitelji smučarskih skokov in najnega podcasta Skokcast, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ja, korona je svoje lovke razširila tudi semkaj v Kočevje, ne samo po Pekingu. Tako da se po 2 tednih ponovno vidimo. Ja, zdaj pa upajva, da smo oba v tako dobri formi kot naši skakalke in skakalci in da bo šlo vse naprej tako kot doslej. Tako. Zdaj rekla sva, da se bova oglasila naslednji teden. Ja, da se bova oglasila po prvih olimpijskih igrah, no izkazalo se je, da se bova oglasila po koncu vseh skakalnih tekem. Smo pa lahko zadovoljni, da se oglašava ravno zdaj. Ja. Če se spomnim, smo ugibali kot medalj, smo napovedovali 2, mogoče 3. V skokih imamo v bistvu 4, samo v skokih in še 3 zdravo v drugih športih. Ja. Mislim, da je kar v redu. Ja. Srednji skupiček. Za zdaj je olimpijske igre polne presežkov za naš šport in za naše skoke pa sploh. Za skoke sploh v bistvu. Smo statistično gledali najuspešnejša skakalna nacija na teh olimpijskih igrah. Ja. Nad Nemci, Avstrijci, Norvežani. Ja. Predvsem ženski del ekipe je navdušil. Urša Bogataj z 2 zlatimi olimpijskimi medaljama, Nika Križan tudi z 2. Ja, z eno bronasta in eno zlato. Ja. Mislim, da je tekmo kar zanimiva, posamična ženska. No, se zanimivo so bile vse tekme. Ja, na koncu, ja. Prva tekma v skokih, prva zlata medalja. Statistika je perfektna. Začeli smo dobro, že prvi dan resnejši tekmovalna igra smo mi že imeli zlato medaljo. Ja. In bronasto. Pa imeli smo v bistvu tudi še eno 5. mesto in še 8. ali 9. 5. in 9. Ja. 5. in 9. Ja, no, če se najbolje ravno kronološko lotiva, začelo se je z žensko tekmo. Rekli so, pisalo je na normalni skakalnici, ampak ta izraz meni res ni všeč. Na mali skakalnici. Na domači pa je mala skakalnica. Ja. Čeprav je uradno srednja. Srednja, tako. Zdaj, preden tukaj začneva, moramo reči, da je Marita Kramer manjkala na tekmi zaradi koronavirusa. Mimo tega ne moremo. Ja, je bila sigurno ena od prvih favoritov in jaz sem tudi 100% da bi osvojila medaljo. Zdaj, mogoče v žlahtnosti medalje, zelo verjetno bi bila zlata, ampak ni je bilo, nažalost. Ja, tisti, ki jih ni, v tistih pač nimamo kaj razpravljati. Se pa tudi jaz strinjam, da bi bila zagotovo prva favoritinja tekme. In naši so pa to dobro izkoristili, idealno. Ja, idealno. Je treba izkoristiti, kar se ti niso še drugega mesta pobrali, to mogoče pa imamo že kičasto. Mogoče imamo že preveč. Po prvi seriji smo bili, se spomnim, malo slabe volje zaradi ocen Karine Fok, ki je bila... Oziroma Althausove, se upravičujem, Althausove, ki je bila druga. Ampak iskreno naši niso telemar skakale, tako kot znajo v prvi seriji. Pa tudi pri daljavi, mislim, da 108 metrov, Urša Bogataj, mislim, da zelo težko telemar nalesti. To je v bistvu potem ostal rekord skakalnice, Ja, mislim, da ima posebej rekorde v moškem in ženskem karenci. V moškem pa Kobayashi, se ne bo tam 106 metrov. Ja, tako da v bistvu je cele igre ostal ta rekord skakalnice. Zdaj Urša je potem nadoknadila to razliko do Nemke v drugi seriji. Zmagala to. Nimamo kaj dodati, njeni predstavi, tako kot si rekel, v prvi seriji pri 108 metrih težko še karkoli dodaš v katerem koli smislu. Ja, tudi telemar težko dodaš. Breta tvega špadec, kar pa ne bilo. Pol v bistvu čujemo še bron Nike Križnara, tudi nek uspeha. Ste mogoče presenetili, da je bila Urša na koncu uspešnejša od Nike in Neme? Mislim, da niti ne, ker mislim, da Urša najbolj konstantno skače v tej sezoni naših skakal. V bistvu nima presenetno, da je bilo boljše. Se mislim, da je v skupnem seštevku najvišji od naših. Mislim, da je na 3. mestu. Sezono skače najbolj konstantno in me ni presenetno, da je boljše od naših. To se sliši čudno. Najboljše od naših, 4 so med 8. 3 med 5.
Res. Ja, pohvaliti moramo tukaj tudi Emo Klinec, ki je bila 5. in Špelo Roga, ki je bila 9. Ne? Se pravi, vse 4 skakalke spet med 10-terico. Vse 4 so, vse 3, to sem napovedala, da so vse 3 sposobne iti v boj za medaljo. Me bo tudi Špela Roga presenetila z 2 dobrima skokoma. Je tudi skredno lahko, z malo več sreče, mogoče bi lahko šla tudi ona napadati medaljo. Ja. Po eni strani škoda, ne, da ni bilo še ženske tekme. Ja. Po drugi strani pa mogoče dobro, ker bi naše zmagale s tako prednostjo, da bi bilo kar malo grdo za ostale. Ja. Mož pa zaradi tega ni bilo, da se zarotili proti nam. Vedno to spet kako avstrijsko nemško zarota proti nam. Ja, v bistvu prva tekma nekaj dodatne, 2 medalji, dober ekipni uspeh. Ja, vrhunski uspeh, ja. Potem nadaljevalo se je potem z moško tekmo, ne? Tudi na srednji napravi, na normalni napravi. Nadaljevalo se je pričakovano, ne? Vseeno malo slabše kot na ženski tekmi, ne? Pri moški konkurenca bolj strnjena, ne? Ja. Ampak ni nam veliko manjkalo. Na vrhu tudi ni bilo preseneča, ne? Na samem vrhu. Na samem vrhu, ne, ja. Ko zmaga je v bistvu Kobayashi skoraj pričakovano zmagal. Jaz sem res računal, da bo Geiger zmagal, ampak očitno se ni bil na ti s to skakalnico. Ja. Meni se tudi zdelo, da pred tekmo, da je bil Geiger prvi favorit, preden so prišli na prizorišče, ne. Potem po treningi se je že slutilo, da ne. Tako da na samem vrhu res ni presenečeno, drugo pa tretje mesto pa precej bolj, ne. Pa so veliko presenečenje, ja. Drugi Fetner, tretji Kubacki, sploh Kubacki, nikjer ga ni bilo to sezono. In ravno zdaj je prišel. Ravno zdaj je mogel pol točke pred Petrom Prevcem. Ja, kar grenek priokus je ostal tukaj, ne, po tej tekmi. Zagotovo je bila medalja dosegljiva, ne, za Petra Prevca. Zagotovo je dosegljiva, ja. Zdaj... Tako je na olimpijskih igrah, tako na vsake tekmi 3 so nazvamane modro, ne. Tukaj pa 3 pa bere, najboljši 3 pa bere medalje. Zdaj, kako je tvoje mnenje? Zdaj, gledal sem najprej odzive že tam, recimo, Jelka in komentatorje in potem še v studio, potem pa tudi sem še malo bral med slovenskimi navijači. Prevladovalo je mnenje, da so sodniki krivi za to, da Peter nima medalje, ampak jaz moram priznati, da pač enostavno se mi zdi, da je Peter bil prekratek v drugi seriji. V drugi seriji mislim, da bi bil prekratek. Prav zdaj, mogoče te teorije o ocenah, mogoče v prvi seriji bi lahko, na primerjav, ko so drugi ocenili za isti doskok, za približno enak doskok, bi lahko mogoče šlo nekje po točke, ki je višja, ampak ni spet to katastrofalno. Bolik pa res je po točka. Ti delih po točke lahko tudi v veterni zradami konc koncev iskali. In kaj pa se je veter zaradi proti Prevcu. To ne gre. Ja, škoda, da ni dodal res, recimo 1 meter daljši skok bi pomenil zanesljivo medaljo. Ja, ampak ne gre vsakeč. Me pa vprašam, te je presenetil Peter Prevc na olimpijskih igrah. Ja, moram reči, da me je presenetil, kot so prej rekla, če bi sodil potem preden so prišli na prizorišče, po sami treningi se je potem že videlo, da se je hitro ujel skakalnico, da zna biti nevaren, ampak glede na sezono pa sigurno, Moram priznati, da je bilo že tudi eno obdobje, ko sem ga osebno tudi že kar precej odpisoval, vse kar se tiče bitke za najvišja mesta. Letos nisem računal, da bo prišel sam vrh in to ravno na olimpijskih igrah, ampak ti si mi pa vsem skozi govoril, da je to možno, tako da k sreči je si imel ti prav. Uspešno tempira forma. Takšni jasni, ko so Peter Prevc, ne moreš nekaj odpiti. Tudi Stoha, tudi celo sezono nekjer, pa je bil na obeh tekmah v borbi za medalje. To so taki vele mojstri, ko jih ne moreš nikoli odpisati. Tudi če skače, če se ne uvrsti med točke, da je lahko na olimpijskih igrah pobere medalje. So taki, ko jim vrata skok, ko ga znajo narediti. Kar se je videlo tudi recimo pri Kraftu, potem na ekipni tekmi, do tega še pridemo. Ja, sej tu na tej tekmi tudi, v bistvu tudi še Fetner, da je razlika od Kubacka, ko ni bil nikjer, Fetner pa povprečno skače.
mislim, že več sezon povprečno skače. Zadnjič smo ga omenjali kot gospoda Celinski pokal, da je rekorder po številu zmag v Celinskem pokalu. Pa tudi v osnovnem pokalu skače že vrsta, mislim, da je debitiral pri 15 ali 16 letih, da skače že 20 let v svetovnem pokalu. Ja, pri 36 je prišel do medalje. Mogoče tudi celo najstarejši skakalec za olimpijsko medaljo, to je treba raziskati. Pa moram reči, da ne vem, Ker meni je najstarejši svetovni prvak v poletih je Robert Kranjc, ampak je bil star 30 pa še nekaj. Za olimpijsko medaljo pa treba raziskati, kdo je. No, pa malo delo za naslednje. Tako. Malo presenetljiv razplet od drugega mesta dalje na tekmi. Tako ekipno so bili naši spet solidni na tej tekmi. Potem na veliki skakalnici še toliko bolj. Ampak je manjkala tu neka pika na i, v posamični konkurenci med moškimi. Če bi Peter pred tretji, ne bi manjkala pika na i. Redo je. Vsakič ne gre, pa mogoče celo več pomeni, da imaš ti 4 skakalce, ko pride skupaj do medalje. Kar se je v slovenski ekipi zgodilo 2-krat. Če gremo na mešano ekipno tekmo. Tretja je bila potem mešana ekipna tekma. Pričakovano so nastopili na njej obe dobitnici medalj pri ženskah in oba najvišja uvrščena pri moških. Peter Prevc, Tim Zajec, pa Uršen Bogataj, pa Nika Križnar. Mi so tudi suvereno zmagali. Na tekmi žmešnjav, to pa moramo reči. Bila je tekma. Jaz raztakam. Zmešane tekme še nisem gledal. Jaz tudi ne. Kako je zdaj tvoje mnenje? Zanimivo, meni se predvsem zdi zanimivo te številne diskvalifikacije, ampak vse na strani deklet. Niti ene diskvalifikacije med moškimi, vse pri ženskah. Japonska, Nemčija, Avstrija, Norveška, pravi, če 4 največje vele sile v naši reprezentanci, vse so bile diskvalificirane z eno tekmovalko. Norvežane celo smo bile 2 diskvalificirane, se mi zdi. Celo dve, če se ne motim. Nemci celo niti niso prišli potem v finalno serijo za te diskvalifikacije. Če dres ni bil ustrezen, kako sem slišal, da je tudi Urša Bogataj na eni nogi nek preširok dres za centimeter in je ona samo opozorila, ne popravite do finala. Tako da po moje, če je nek minimalno odstopanje, jih niso diskvalificirali, so da bili samo pomidno. Spravi nadgled za večjo napake. Pa tudi, kako sem poslušal te intervjuje, ko so vprašali skakalke glede teh dresov, rekli so ene imele 10 centi preširok dres. Če imaš neko minimalno stopanje, se sigurno pozna, ob drugi uri ješ in si avtomatsko imaš lahko prevoze v preširok dres. Res kakšne malenkosti so. Take malenkosti, ampak to pomaga zaradi tega centimeter do 2 cm bi mogoče še tolerirali. Kaj več pa, sploh če je res do 10 centi, pa ni druge kot diskvalificirati, če ni res odrezano. Prav mislim, da so se tu eni izmed teh 4 velesil same zakuhale, kakor sem še te podatke odbrskal, se je en izmed trenerjev pritožil glede dresov drugih. Dvomim, da je bil kjerkoli od nediskvalificiranih reprezentanc, kjerkoli trener nediskvalificiranih, ko se je pritožil glede dresov. Po mojem je bil kašen Nemcev, Avstrijc, Norvežan, ali pa kjer so bili Japonci tudi. Iskreno za sad tako naši dvom, da je namerno goljufalo z dresom. Jaz upam, da ni niče. Zdaj spet vprašanje poraja, da je rekel nemški trener, da je Althausova skakala z istim dresom že na posamečni tekmi. Potem je zanimivo, da ni bila diskvalificirana, ker ravno ona je bila diskvalificirana na mešani tekmi. Zdaj spet zanimivo. Ali je imela že takrat neregularen dres in se je spustili čez? Ne vem, to je ampak je pa dejstvo, proste, povej. Ne, hotel sem reči edino to, da smo videli, kako je recimo Saro Takanaši prizadela, ta diskvalifikacija. Mislim, da sem jo videl celo med samim skokom, da je bila že vsa objoka na drugem nastavu, ker se je zavedala, da pa če zaradi nje nekako medalja šla. Čeprav so bili konec koncev zelo blizu na koncu. Ampak tle je pa tudi vse razen samega vrha presenečenja. Tako.
Kdo bi pričakoval kanadsko medaljo na smučarskih skakih? Tudi ruske. Prav Ruse sem jaz po prikazu na treningih in na postavljaju sem pričakoval v borbi za medaljo. Ja, tudi, ja. Ker so Sadrejev pa Klimov so skakali zelo dobro. Od dekret je pa Abakumova. Abakumova in še, ja. In še ena. In še ena, manj znana, ena mlada skakalka. Spremno sem tudi jaz zdaj pozabil. Ja. Očitno je bilo skočiti med ustrezen res pogoj za stopničke. Znaš našteti kanadske skakalke, jaz to priznam, da ne. Čakaj, ena je, priimke vem, mislim, da je letit pa straight. Mislim, da imen pa ne vem. Iskreno tudi za, moška sta pa Soukup in pa Boyd Klaus. Ja. Samo priimki mi gre. Ja, res zanimivo, ne. To pa res niso zvezdniki, ne, tega načini, ki smo jih našteli. Zdaj so. Zdaj so, sploh doma, ne. Čeprav McKenzie je že nekaj časa, ne, kar v nekem širšem svetovnem vrhu. Prav predstavljam, da so Kanadčani se že pogledati, kjer šport so to smučarski skoki, kjer so medalje dobili, kar rad pa so dobili medalje, zašli googlati, kaj je to ski jumping. Mislim, hotel sem reči, da bi Slovenci tudi kako zmagali, če bi prišteli te skoke diskvalificiranih, če bi jih prišteli, če ne bi bili diskvalifikacij, bi še vedno krepko za 30 točk po mojem pod na konkurenco. Ja, sem bral tudi mednarodne odzive, ne, navijačev po svetu in vsi so priznali, da je Slovenija popolnoma suvereno in zasluženo zmagala. Potem so pritožbe, ne, da Kanadčanom in Rusom ni bilo mesta na stopničkah, ampak če so tam, so si tudi zaslužili. Če so tam, si zaslužili, to je to. Kaj pogreva? Če si hotel na nepošten način priti do medalje, si zafrknil sam. Si videl, da te zdaj izem področje skokov, ampak mislim, da je bilo neko hitrostno drsanje in je tudi ena drsalka, nek plošča, drugi drsalki porinila. To je bilo. Ja, in v bistvu so pa obe padle. Ja, to je bilo to drsanje na kratke proge, hitrostno drsanje na kratke proge. To je bilo, da ni, če probaš golfati, ti je tudi težko ratano. Ne smeš se dobiti. Če te ne dobijo, je ratano. Se je zanimivo, pa je, da ravno zaradi tega incidenta, ki si ga omenil, da je celo nastal diplomatski spor med Kitajci in Korejci, ker sta se zapletli njihovi tekmovalki. Tako da, ja, hitro preraste izven okvirov športa, sploh na olimpijskih igrah. Kaj pa drugače sama ekipna tekma, če še malo mešana ekipna tekma, ja, vsi štirje naši so oddelali svoje pričakovanje. 8 skokov brez vsakršne napake, ne, suverene. Ja, toliko se dobi zmage ekipna tekma. Se ne uveraš z drugimi, takšen pravi moji drugi, fokusirajo na svoje skoke, in to. Ja, potem... To so tudi v bistvu, da smo tukaj medaljo pričakovali vsi, ko spremljamo skoke. Tukaj se je zlato, iskreno smo zlato pričakovali vsi. Realno imamo najbolj izenačeno ekipo, mešano ekipo na moške in ženske. Imamo najbolj izenačene med vsemi. Ja, tu... Približno enako uspešni, čeprav so letos punce, imajo boljši rezultat od fantov. Pa tudi fanti niso slabi. Ja, tukaj pa se verjetno res ne bi zadovoljili s čem manj kot zlato. Ja, verjetno res. V bistvu je bilo že pred samo tekmo že jasno, da če ne bo kaj zelo narobe, tudi mislimo na diskvalifikacije, da nam verjetno ne uide za to. Potem na moški tekmi smo bili pa tudi blizu, pa smo vseeno morali biti zadovoljni tudi vseeno. Ampak do tega še prideva, vmes je bila še... Moška posamezna tekma. Na večji skakalnici. Large Hill. To je pa velika skakalnica, uradno. Čeprav to da debutirati. To je normalna skakalnica. Tako, ja. Ona je pa majhna. Velika je samo letalnica. Točno tako se strinjam, ja. No, tukaj pa mogoče na samem vrhu manjše presenečenje z Lindvikom, ki je osvojil naslov. Na drugem, tretjem mestu pa v bistvu dva najboljša te sezone. In spet smo bili Slovenci v borbi za medaljo. Tim zdaj smo v prvi seriji bil tretji, v drugi seriji pa je slabši skok. Kaj se je zgodilo po tvojem mnenju v tem drugem skoku? Moja teorija strokovna je ta, da je skočil krajše
kot je rabo za vrnitev prvega mesta, tretjega mesta. To je bilo zelo strokovno. No, zdaj jaz nekako mislim, da je šel na vse ali nič, ker se je zavedal, da so tekmeci skakali praktično v bližino rekorda. In je pač moral. Riskiral ne profitira. In je riskiral ni profitiral, ampak to se te ni profitiral. Si pa nima česa očitati, kar pa mislim, da je tudi v končni fazi pomembno. Bolje je to, kot da je bil recimo, da bi skočil na zikar, ko bi bil četrti. Po manj boli šestem mestu v četrta olimpijskih igrah. Tako da to je bil pa res, kot so že prej rekli. Je bil pa četrti Kamil Stoh. Tako da ima to Prevc in Stoh sta dopolnila svojo zbirko olimpijskih medalj še z leseno. Z leseno, tako da zdaj ima Prevc cel komplet. Zlato, srebrno, bronzo, s tem leseno iz olimpijskih iger. Če štejemo leseno kot uradne medalje, četrto mesto. Vprašanje je, če ima Stoh kakšno srebro pa kakšen bron? Ne vem. Mogoče prav te edini s tem kompletom medalj. Vem, da ga sigurno ni mama, no ima 4 zlate. To je najbolj sigurno. Ja, v bistvu... Ja, ekipen uspeh Slovencov je bil tukaj še večji kot na Mali. 4-12. In to se je že napovedovalo, da na ekipni tekmi smo kandidati za medaljo. Celo za zlato. Drugi vprašanje, ki bi, če se imeli štiri tako močne kot Slovenci. Ampak na ekipni se pa tudi ni šlo. Če se bo zaključilo zdaj s posamezno tekmo, da večji napravi, ni... Ja, nekaj pretredno zapovedal. Tega, kar so že. Ja, edino to so mogoče mislil reči, da so Nemci vse do te tekme, so bili brez medalje in Geiger je nekako uspel to izvleči bron in potem so za las prišli do brona še na ekipni tekmi in so malo rešili. Nemško čast. Ampak kazalo je pa res že, da so najprej po tisti novoletni turneji, ki so popolnoma zamočili, da bojo še olimpijske igre, to je bilo pa kar hudo, za nemški ponos. Ja, če bi stavili olimpijske medalje, kar hudo. Za njih. Ja, za njih. Nam je vse. V bistvu na ekipni tekmi pri fantih, na naslednji tekmi bila srebro, čeprav so bili kandidati vse do zadnjega tudi za zlato medaljo. Ampak je bilo v bistvu tudi malo nesreča z vetrama. Ja, teoretiki z rodca spet meni material, ne? Ja, to je spet, mislim, iskreno, čez moje laično oko. Sprosim, če sem se vidi konkretna razlika med dresom, recimo Geigerja, Falkenblicherja in recimo dresom Petra Prevca. Je veliko bolj, nemški dres je veliko bolj ohlapen. Zanimivo je, to sem jaz tudi opazil, predvsem pri Geigerju pa Eisenbichlerju, kako je res popolal ta njun dres med skokom. Zdaj, če je to po pravilih, če lahko to imajo, potem zakaj drugi tega nimajo? Ne jih skopirajo. Moram bi se potem Nemci pritožili, da ta dres pa ni ta prav. Zanimivo, tudi meni tako je padlo v oči. Ampak bolj sem tudi ciljal v bistvu na tole. Potem sta komentatorja na koncu povedala, da so imeli Avstrijci, ki so nas za 8 točk premagali, da so imeli za 15 točk bolj ugoden veter. Mislim, tudi ta kompenzacija, če imaš ti slab veter v hrbet, ne pomaga toliko. Če imaš ti 15 točk veter v hrbet in skočiš 120 metrov, ne pomaga tako, kot če recimo za pol metra na sekundo v zgornjikom skočiš 335, se ne povlika. Ja, marsikaj so spremenili na bolje, ker včasih ni bilo nobene kompenzacije in je bilo vse odvisno v bistvu na koncu od sreče. Ampak niso pa še čisto poenotili vsega. To je res. Zdaj spet kakšne teorije zaradi da je v bistvu tale Borek Sedlak naše spuščal v razmere, v slabše razmere kot ostale. Če pogledamo točke, recimo proti Avstrijcem, je to dejstvo. Lahko je bil samo tisti trenutek, sam koridor je bil moje preširoko nastavljen. Ker spet mi gre, da ima eni 15 točk dodatka, drugi pa 2 do 5 točk odbitka. To pa spet ne gre, preširoko koridor. Ni neki, ampak Mislim, da se lahko strinjamo, da če bi bila tekma v popolnoma enakovrednih razmerah za vse, da bi bili naši kar zanesljivo zlati. Če bi bila tekma takšna, kot je bila posamežna večji napravi, bilo praktično brez veterje, bili Slovenci zlati definitivno.
Kot da v bistvu nam je Bog vetra vzel zmago. Ja, pa tudi Kraft s svojim velim vrststvom, ko je tudi v res katastrofalnih razmerah. Mislim, da so bile najslabše razmere od vseh, je v bistvu v tih razmerah skočil najboljša, skočil konkretno dobro in si pridobil tistih 8 točk prednosti. Ja, proti Loru Kosa. Proti Kosa, tudi skalpo v slabih razmerah, ampak je še manj izkušen in ni zmogel več. Kraft petek je že klasa, skakalna dobra. Ja, Avstrijci mislim, da so bili ob Sloveniji edini, ki niso imeli slabega člena, 4 konstantne skakalce. In zato so bili ti reprezentanci tudi na koncu edini v bitki za zlato medaljo, potem pa so bili Avstrijci nekako bolj srečni. Te je presenetilo mogoče Lindvik in Norvežani? Ja, zanimivo. Lindvik je postal olimpijski prvak, potem pa je nekaj dni kasneje na isti skakalnici v bistvu lastnoročno vzel medaljo Norvežanom. 80 so bili potem na koncu Nemci pred njimi bronasti. Ne vem, zanimivo, kaj se je dogajalo z Lindvikom. Prvi skok sem me ponesrečil, drugi pa še bolj, ko sem v bistvu pričakoval, da bo rutinirano preskočil Geigerja. Tudi iskreno Geiger ni skočil tako daleč, ko smo vajeni njega. Ampak je bilo kar presenečenje, res strani Lindvika. Ja, pa je res, da je on tak skakalec, ki... Mogoče bi Norvežani celo malce boljše naredili, če bi recimo probali s Granerudom v zadnji seriji, ampak to je vprašanje za njihovega selektorja. Ne vem, kjer je najbolj konstanten na Norvežanu, ker vsi lahko zmagajo, vsi pa lahko pridejo v finale. Vsa četverica, Lindvik in Granerud in Tande in Johansson. Johansson so zrasli brki, ampak skakal pa ni dobro. Skakal pa ni dobro. Čeprav je bil na prejšnjih, branil medaljo? Ja, na veliki, ali na mali. Na mali, na srednji. Na normalne. Na normalne, tako je. Ba je. Ja, tako da v bistvu smo potem prešteli medalje, to so že rekla, in smo ugotovili, da je bila Slovenija najbolj konstantna. Na obeh ekipnih tekmah smo posegli po zlato in srebro, ki bi moralo biti tudi zlato. Edina pika na i res je manjkala na obeh moških posamičnih tekmah, ampak... Ja, ampak tam so bili bolj bez medalje, kaj se nakazuje, da so v bistvu... da se dela dobro skakalcem, da dobro trenirajo, dobro skačejo in... Ja, to. Treba, tudi ekipa je močna. Jaz se res ne spomnim, da bi na zadnje imeli 4 tok, oziroma 5 tok izenačenih skakalcev. Ja. Moramo tudi Anžeta Laniško omeniti. Zame moram reči, da je Anžela Lanišek med vsemi slovenskimi športniki na teh igrah verjetno kar največji usmoljenec. Mislim, da nam je vsem žal. V bistvu smo na koncu ugotovili, da edini od slovenskih skakalcev se vrača, moški skakalcev, se vrača brez medalje. Domov pa najboljši skakalci zime je. Ja, v olimpijskih igrah odloča dnevna forma, kako je to kruto. Je v bistvu Lanišek zgubil interne kvalifikacije proti Centru Predu za nekaj tekmo. Tudi za posamično je bil najslabši izmed naših. Pa je vseeno v bistvu bil v ekipi, potem na manjši skakalnici je bil v ekipi, pa cene ni bil. Tako da mislim, da je v bistvu Hrgota v končni fazi dobro... Vsi so skakali, Ja, sem je dal priložnost. In mislim, da tudi te dodatne kvalifikacije so bile v bistvu fair, da ni določil že fiksno, ampak je dal cene to in Anžeta še priložnost, da med sabo nekako obračunata. To je prav težava, da si tudi veseli. Smo res 5 skakalcev zelo dobri, ko so v bistvu vseh 5, če pogledaš, da je bilo letos, razen 5 naprejevca, ampak vsi 4 od 5 so bili na stopničkah. In Lanišek, in Cene Prevec, in Loro Kos, in Timi Zajc. Peter Prevec je bil prehrano najboljše za Peking. Je pa Cene rekel v tisti izjavi, kako težko mu je bilo skakati proti Anžetu in ga v bistvu izločiti z možnosti za medalje na ekipni tekmi. Ampak to v bistvu to samo krepi neko konkurenco znotraj ekipe, dela skakalce boljše. Mogoče če zdaj mogoče malo sklepam, kam je ta še to naprej. Malo spominja ta naša ekipa zdaj na tisto avstrijsko zborno Šternom, Šlirencaurjem, Lojcem pa Koflerjem. Sem tista je bila zlata, naša pa ne, ampak dobro. Bomo pa na poletih nadoknadili. Tako, ampak bomo še
je mlad, to so še mladi naši skakalci. 4-5 so mladi. Peter Prevc je veteran pred 29. Ja, za prihodnost se nam res ne gre bati. Tudi vmes so bile tekme celinskega pokala, kjer so glavne zmagovali samo Slovenci. Ne? Ja, Žiga Jela pa Domen Prevc. Tudi Domen Prevc očitno prihaja v forum pred poleti. Mogoče bi se ga splačalo vzeti sabo na norveško turnejo, ko prihaja, da ne bo prišel iz celinskega pokala direkt na letalnico. Ja. Upajmo pa, da bo tudi laniška te olimpijske igre ne bojo preveč potrle in da bo mogoče tudi nek nov zagon dobil novo motivacijo. Ja, upamo, da bo šlo to smer, da ga bo to realiziralo, da to še boljše. A bo mogoče še en tvoj komentar glede našega selektorja, te se moramo dotakniti, oziroma obeh selektorjev, Zorana Zupančiča pri ženskah in Roberta Hrgote pri moških. Moram reči, da sem bil precejšen skeptik, ko je Hrgota postal selektor, zdaj se mi je, da ima premalo izkušenj, tudi kot skakalci je bil, bodimo iskreni, povprečen. Izven mladinske konkurence. Ja, na poletih je znal zablesteti, da je v planici, predvsem na ekipni tekmi, se ga spomnim, kot skakalec je bil nekaj povprečnega. Ampak mislim, da je na olimpijskih igrah res dokazal, da dela dobro delo letos. Mene je v bistvu že prej prepričal, že takrat, ko so ga nastavili, sem tudi imel svoje dvome, ampak če si pogledal proti koncu sezone, so šli rezultati navzgor. Zdaj bo še ena sezona več, imajo še priprave z njimi in očitno dela zelo dobro. To je tako ponavadi, da te skakalci, ko niso najbolj blesteli, so zelo dobri trenerji. Boljši od tistih, ki so bili šampioni pa zmagovali vseeno. Edino Vid Helcer je izjema. Ja. On je bil tudi skakalec vrhunski. Mislim, da tudi trojci je trener, če se ne motim. Mislim, da se je trener. Mislim, da nisem prepričan. Vem, da je Dithard, ne? To so Dithard je pri ženskah. Ja, pa tudi Dithard je bil spet 4 tekme v redu. Kar se tiče pa ženskega trenerja, pa trenerja pri ženskah, Zupančiča pa nekaj da tudi. Ja. Težko še boljšo ekipo sestavi. Da, njemu pa res nimamo res kaj dodati. Tudi to je, da braviš poleg dobrega trenerja še dobre skakalke, talentirane. Ja, seveda, trener. To so tudi pri skakalcih. Mora samo v pravilno usmeriti pa poskrbeti za ustrezne priprave in te stvari. Ampak zaenkrat sta oba trenerja dosegla pričakovanja. Vsaj moja, presegla celo. Presegla. Tako da sta si zaslužila novo pogodbo in da vodita reprezentanci še v naslednjih sezonah. Ja, jaz sem za. Dobro so taki rezultati, ne sta. Dobro je, da sta oba tudi mogoče malo mlajša, še mogoče, da je manjša razlika tudi starostna do varovancev. Mogoče je tu potem vzdušje malo manj togo. Malo sproščeno. Mogoče to veliko vpliva. On je bil s Petrom tudi nekaj časa skakal še, kot so tekmovalec. S Petrom, mislim, da ne, so toliko mlajši. Skratka, olimpijske igre niso še končane, so kar se tiče skokov. Zdaj imajo premor do Lahtija naslednji vikend. Naslednji vikend premor, mislim, da konec februarja, čez 2 tedna, v bistvu bo tisti vikend čez 2 tedna so v Lahtiju. Potem pa je ta norveška turneja, bo pa čez tedna se mi zdi skoki. Bo pa brez Vikersunda, pač ta norveška turneja, ker je pa sezono prvenstvo poleti v Vikersundu in pač v bistvu bo norveška turneja zaključila v Oslu, če se ne motim. Jaz že komaj čakam polete, to moram priznati. Letos jih bo kar nekaj, ne? Ja, samo proti koncu sezone, Vem, da so imeli dosti prakso, da so pred sezonom prvenstva v poletih imeli tekmo, da so to ne pokazali v poletih. Zdaj letos te prakse ni. Niso poštevali. Zanimivo bo videti, kako bodo tukaj preklopili. Bodo pa naši med favoriti na poletih, so naši vedno ob Norvežani verjetno kar glavni favoriti. Ja, to je res. Naši so favoriti posod, kamor pridejo, če da pogledaš. Tudi jaz komaj čakam. Polete res pogrešam, mislim, da sem nazadnje polete v Planici lani marca, že skoraj 1 leto od tega. Preveč.
preveč. Da so res predolgo. Ne vem, zakaj jih ni več. No. Ja. Pa moja pa zdaj, odvikal sem, da bo še Oberstdorf in Planica, da bomo 3 vikende zapored poletov. Bomo što poteši to željo po te atraktivne discipline. Ja, upajmo, da bojo naši prinesli formo tudi tja. Ja. Ampak do tja je še dolgo, tako da se bo obadalo v kakšni naslednji oddaji. Mislim, da smo zdaj predebatirali olimpijske igre. Samo ne se tako še nadaljujejo do nedelje, ko se zaključijo. Sicer zdaj imamo že če dalje nekako manj orožij za medalje, pa tudi če ostane 7, mislim, da smo presegli vsa pričakovanja. Misliš, da so bili to bolj uspešni olimpijske igre kot Soči ali manj? Jaz mislim, da zdaj po samem številu medalj za ene še zaostajamo. Je pa res, da recimo, če sem pa razmišljal, da če dobimo medaljo, kakršnokoli, in se izenačimo, bomo pa že presegli uspešnost iger, ker v bistvu imamo enako zlatih, ampak eno srebrno že več, kot na tistih igrah. Niso ena zlata več? Ne, takrat so bili 2 zlati Tine Maze, pa 2 srebrni Petra Prevca, pa še 4 bronaste. Tako so v bistvu 2 zlati, 2 srebrni. Zdaj imamo pa 2 zlati, 3 srebrne in 2 bronasti. Se pravi, vsaka naslednja medalja bi že naredila te igre najuspešnejše v zgodovini za Slovenijo. Si za koga še posebej vesel, mogoče od naših, jaz moram priznati, da za Žana Kranjca njemu res privoščim po vseh teh 4., 5. mesecih na velikih tekmovanjih, sem res vesel, da mu je končno uspelo. Gloria Kotnik je bila posebna zgodba. Še Tim Masnaka. Tim Masnak tudi, ja. Deskari smo presenetili na koncu. Res. Zelo. Vsi nadaljujejo to. Od skakalcev do deskarjev, do smučarjev. Veseli smo za vse, vsi so nas res pozitivno presenetili. Upajmo, da pa kakor še bo. Bomo videli, kaj bo naprej. Nemcem nadaljujejo z dobrimi rezultati, da nam samo polepšajo dneve. Ja, tako. Te turobne, deževne danes. Tako. Dobro. Mislim, da zaključimo, da ne bomo dolgo vezla, kaj tako mislim, da imamo že zelo dolgo video. Tako da deva se tokrat pa na hitro posloviti. Skratka, ta video je za nami, oglasiva se ponovno, upamo, da malo prej. Tako da... Kakšna korona pa. Zdaj nekako smo se pogovarjala, da bo naslednja oddaja malce drugačna, glede da ne bo tekem. Da ne bo tekem, bo drugače izkoristila. Tako bo v bistvu nameravava pripraviti en tak pogovor med nama, kdo je najboljši skakalcev z časov. Ampak preveč pa ne bova povedala, da spremljajte najo, pa boste videli. Hvala za pozornost in nasvidenje. Lep pozdrav.